Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa za nič. Pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke najnega novega podcasta z naslovom Veliko, Kaj ne veš, kak je naslov dejansko podcastu. Mnogo hrupa za nič. Tako. V katerem se bova na nek, recimo temu, filozofski način, ampak brez nekih pretiranih teorij, čisto odprto, radovedno pogovarjala o raznih temah. In danes bova začela z eno tako veselo temo, ki je tudi trenutno v Sloveniji zelo aktualna, in to je evtanazija. Vprašanj, ki se odpirajo tu pri evtanaziji, je v bistvu zelo dosti, mogoče več, kot bi si človek mislil na podlagi nekih javnih razprav. Ne? Tako je zelo črno-belo vse skupaj prikazano, pa tudi med akademskimi ljudmi se mi zdi kar nekaj prepirov. No, in mi do nekega načrta zdaj za ta pogovor nimava. Jaz sem se mogoče malo več s tem ukvarjal, ampak provala bo vseeno priti v to razpravo tako čisto in medija se res, ne, iz praznega, pa da vidimo, o čem bomo sploh hotela razmišljati, kar se tiče te teme. Moče vredno omeniti, da naj zanima, da je ideja teh podcastov neko odprto raziskovanje tem, ker smo mogoče bolj kot hočemo to kulturo deliti, ki se učimo kot filozofi, nekega odprtega raziskovanja, brez nekih agent ali pa čim bolj poskusa, čim bolj nepristranskega razmisleka o stvareh, za neko raziskovalno, odprto, radovedno držo. Ja, pa mogoče disclaimer, ne, oziroma dva disclaimera. Prvi disclaimer, nič nimava vas za naučiti, nimava nekih odgovorov, zdaj da bi rekla, glasujte za, glasujte proti. Pač ne vemo v bistvu, kaj hočemo samo razumeti, kaj se v bistvu zdaj tu dogaja pri tem pojavu. V bistvu sam sploh nisem odločen. Prosim? V bistvu sam sploh nisem odločen še. Ja, no, dejansko ni odločen. He's not lying. Ja. Drugi disclaimer pa, to je ena taka tema, ki je mogoče malo občutljiva za marsikoga, tako da mogoče imejte v mislih, ne, da vseeno govorimo o smrti, da govorimo o bolezni, da če mogoče ni tisti dan, ko bi želeli o nečem takem govoriti, mogoče kdaj drugič poskusite. Tako. Dobro, no, pa dajmo začeti. Zdaj, ker sem jaz začel govoriti, bom najprej tebi predal besedo in te vprašal, čisto tak iz praznega, kaj si torej misliš o evtanaziji? Kaj je tvoja intuicija prva glede tega? Zdaj tu imam dva zadržka. Po eni strani se mi zdi nedopustno, da kolikor kdo hoče končati svoje življenje, da bi država tu stopila vmes in mu to onemogočila. Zdi se mi nekako skladno z našimi idejami o avtonomiji človeka, da pač se mu to dopusti, da torej lahko zaprosi za pomoč, da dostojno umre. Po drugi strani pa se mi zdi nedopustno, da gremo v nekaj takega, kolikor obstajajo neke določene nevarnosti, ki jih nismo mogoče zadostno naslovili, preden smo to spremembo vpeljali v družbo, recimo razne zlorabe ali pa, mislim, predvsem zlorabe, recimo. Dejansko, za koliko jaz vem, večina Slovencev podpira evtanazijo. Kakšna je točno zdaj ta struktura, ne vem, ampak... Mogoče bi potem bilo smiselno, glede na to, če je res, da večinoma ljudje nekako zdaj v duhu tega podpore doživljajo to debato, da mogoče potem raziščemo, zakaj pa nasprotujejo? Mislim, veliko vprašanje, ki tako pride prva misel, te zlorabe. Torej, češ, da bi lahko prišlo pri evtanaziji do zlorab. Zlorabe na ravni tega, da, ne vem, recimo bi zdravniki marsikdaj ravnali samovoljno, zato ker je zdaj nek institut v sistemu, ne, ki ti omogoča, da pač nekoga usmrtiš, ne da bi bil za to kazensko odgovoren. In lahko tudi navajaš neke razloge, da je pač človek trpel in da si ravnal v njegovem interesu. Kar sicer bo regulirano, pa tudi kar je pri nas regulirano, recimo na Nizozemskem, mislim, da je bilo na Nizozemskem, so najprej imeli kar nekaj težav glede tega. In so komaj sčasoma potem razne varovalke začeli vpeljevati.
da se to ne bi več dogajalo. Kot temu pravijo, ne, torej neprostovoljna, ja, čekaj, moram v angleščini prevajati, Kako pa v angleščini? non-voluntary, Ja? ali involuntary. Okay. Pomešam pojme, ok, embarrassing. Kako- Pač dela razliko, ne, torej med prostovoljno evtanazijo, med evtanazijo, ki jo na nek način izvedeš na človeku, ki ni zmožno dati Okay. soglasja, Recimo nekdo v komi ali pa... ja. Ja. Ali pa evtanazija, ki jo izvedeš na nekom, ki pa je zmožno dati soglasje, ampak mogoče v nekem trenutku ni. Mislim, da je... Kako to misliš? Prav o tem, mislim, da znam tega jasneje opredeliti. Torej, da oseba da soglasje, potem pa si premisli, verjetno potem ne. To ima ven rezala. To potem verjetno ne gre nikjer skozi. Ne vem. Zdaj neka zanimiva vprašanja so se pojavljala, recimo dementnega bolnika, ki preden zboli, da soglasje, da želi umreti v primeru, da bi zbolel za Alzheimerovo boleznijo. Zboli za Alzheimerovo boleznijo, potem pa si premisli, noče umreti, kaj za s takim človekom narediti. To je verjetno bil neki skrajni primer. Dejansko bi lahko ti... Prisilnega evtanazije, ki verjetno ne gre nikjer skozi. Mislim, dejansko bi lahko imel primer, ko nekoga, ki je drugače zmožen dajati soglasje, eutanaziraš. Recimo imaš nek, ne vem, poseg, pa ga pač eutanaziraš ali pa ne vem, karkoli. Ne? Torej proti njegovi volji, on nikoli ni izrazil te volje, ampak ti misliš, da je boljše za njega, če ga eutanaziraš. On pa se ne strinja. Torej to je ta v bistvu nasilna eutanazija ali prisilna. In to bi verjetno padlo potem pod področje zlorabe. Mislim, ja. Okay. Če je to regulirano dovolj, to je zloraba. Če država tega ne regulira, potem je lahko to pač del neke normalne prakse. Ampak moralno gledano še zmeraj zloraba. Kršenje avtonomije človeka. Bi si mislil, da je zloraba, ja. Okay. Should hope so. Okay. Potem pa imaš pač eutanazijo na nekom, ki pa ni zmožen sploh, recimo v komi, dajati soglasja. Kar je verjetno nek drug status. Mislim, drug moralni značaj to vrstne eutanazije. Ne? Verjetno v tem primeru se odloča nekdo, ki postane recimo tvoj skrbnik v tej situaciji, ne? Žena, otroci, starši. Ja, če je res. Ne? Če je res. Ja. Kaj pa če recimo nimaš nikogar, ne? Potem pa verjetno v komi ki... in potem se zdravnik na nek način samo odloči ne? Da je boljše. Okay. Torej, oseba ni dala soglasje, ampak ga niti ni zmožna dajati. In to so pač neki, recimo na tej zdravniški strani zloraba možna, ne? Če to ni dovolj regulirano, s tem, da pred nas disclaimer, ne, bo to regulirano, pa tudi kar nekaj komisije, ki to nadzirajo, predvidenih. No? Moče potem problematičen primer zlorabe, ko bo se človek zatajil, zakaj, recimo za nekaj zunanjih pritiskov, se odločil za eutanazijo. To je potem pa druga možnost. Moče kakšni starejši na vasi, kot je že bilo omenjeno v nekih debatah. V nekih debatah, ki smo jo slučajno organizirali v Stari Zaklarski na Ptuju. Tako. Mislim, to je pogosto protiargument, ne? Ta pritisk svojcev. Torej, da neka starejša oseba se čuti odveč. Ni nujno, da je starejša v resnici. Ne? V bistvu, Kdorkoli, ampak starejši so običajno najbolj ranljivi tako. In tudi statistično gledano so svojci najpogostejši vršitelji nasilja nad starejšimi. Ponovadi se dogaja to nasilje v resnici za 4 stenami. In to je problem, ta splošna ideologija, da pač, če stari človek več ne more ničesar doprinesti, se začne počutiti odveč, še posebej recimo na vasi. Ja, ne vem, če je sploh nujna ta vas, mogoče tam je del. V bistvu ne vem, samo vaško izkušnjo. Ker na vasi sta po mojem obe možnosti. Po eni strani je ta miselnost, da si breme nekomu, po drugi strani je pa tudi zelo močna družinska miselnost, da je treba poskrbeti za starejše. Mogoče tu je ena taka malo diskriminatorna miselnost, da bo zdaj pač kar na deželi je to huje. Mislim, da je v mestih čisto ista verjetnost, pa mogoče celo tu večja, zato ker ljudje živijo v manjših prostorih, bolj so blizu en drugemu, prej si začnejo iti na živce. Večja težava je, ko
moraš urejati neko družinsko življenje, če imaš recimo bolnika z hudo demenco ali pa z nekimi hudimi, bolj fizičnimi. Ja. Poanta je, težavami, da ne. bi se neka oseba odločila za evtanazijo zaradi zunanjega pritiska in lagala komisiji, da je v resnici v ogromnih bolečinah, psiholoških ali telesnih. In Potencirala bi recimo. potencirala tudi, če nekaj je. In potem dejansko bi to bil neki posredni umor ali pa privedba k samomoru. To ne, pa mislim, da je vredno izpostaviti, ne, ker ni nujno, da je to ta pritisk tak izrecen, ne? Torej, da za nekdo, da je kar lahko prosim že umreš enkrat, ne, pa da bomo imeli mir, čeprav se tudi to bojda dogaja, ne? Ampak je lahko tudi čist tak, da se človek počuti v breme, ne? Mogoče mu svojci niti ne dajo nobenega takega jasnega signala, ne? Lahko, da je v celoti kriv. Ali pa nenameren. Lahko, da so pravzaprav, pazi mikrofon. Ja, pazim. Leitmotiv. Lahko, da so svojci zelo ljubeči, ne? Ampak takšna oseba, ki pač, ne vem, se hitro počuti v breme nekomu Res je. in se potem zato, ker ima zdaj na voljo nek ta institut, kaj pa, če bi se jaz reči dal eutanazirati, ne? In seveda zdaj, da ne bo pomote, ne? Jaz mislim, da bi to vendarle ostalo zelo redek pojav, ne? Pa tudi mogoče konec konca bi lahko govorili o tem, da verjetno, ko bi to prišlo v veljavo, pa če bi se ena zgodba taka pojavila, bi verjetno ljudje tudi nekaj senzibilnosti glede tega razvili v družbi, neka organska varovala, da se do tega ne bi prišlo. Recimo, zdaj si predstavljam, da se ko bo kaj starejša oseba, zakaj takega zaprosta, bo vsi se strigli z ušesi, pa hoteli pač preveriti, če to res njena avtonomna želja ali mogoče zunanji pritisk kriv. Po moje se bi razvili take mehanizme. Tako da jaz mislim, da preveč pretiravati s tem tudi ni upravičeno. No? To se mi zdi en dober argument proti tem zlorabam. Ravno to, da ta zakon sicer pride v neko družbo, ampak ta zakon tudi vzajemno vpliva na to družbo in jo spremeni, neka organska varovala nastopijo na same ravni družbe. Lahko. Predvidevamo, da to je mogoče razvoj, da bodo dejansko ljudje postali na to bolj, ker je zdaj realna možnost, da nekdo pritiska nekoga v evtanazijo, da bomo tudi razvili nek socialni čut, da pazimo na to. Tako kot recimo, ne vem, pazimo zdaj, da pred prehodom za pešce malo bolj previdno voziš, ker imamo zdaj možnost. Exactly like that. Lep primer. Se pač razumem, moja poanta je, da se razvije nek socialni mehanizem, neka način življenja, da preprečuješ ali zlorabe ali neke nesreče zaradi nekega novega pojava, ki smo ga izumili. Verjetno bo tudi na ravni države prišlo nekaj strukturnih, recimo sprememb, ki bo potem dodatno varovala. Ampak mislim, da vseeno pa je treba malo tu zdaj pritisniti tudi nazaj v drugo smer. Ni pa nujno, da se bodo razvili. Lahko pa, da bomo postali še bolj nemoralni. Recimo, to je neka taka razširjena prepričanje, da se sodobna družba precej atomizira. Torej, da smo vsak za sebe in da ta medsebojna odgovornost, mogoče na neki ravni nekih aktivizmov je zelo prisotna, ampak na tej čist vsakdanji ravni pa vprašanje, če smo zdaj res zelo ljubeči en do drugega, pa skrbni, glede na to, da je porast nasilja nad starejšimi. Tako da to je dejstvo. Mislim, da je dejstvo. Lahko vprašate, če je GPT. Res je. Škoda, grima že zraven, bi lahko več spraševala. Res je, naslednjič o umetni inteligenci. Pač kolikor sem se jaz ukvarjal s to tematiko, en članek imam na Dissensu o tem, nasilje nad starejšimi je v porastu. Tako da indikatorji, konkretni dokazi govorijo bolj v nasprotno smer, kot to, kar ti predlagaš, da bi se zdaj, ni nujno, lahko pa da bi postali dejansko bolj brezsrčni do starejših. Torej, da je ta vzajemni vpliv zakona dejansko še poglobil to splošno premik morale v slabo smer. Dve stvari sta tukaj, ne bi bilo boljše potem najprej zgraditi take družbe, v kateri sploh ne bi bilo zamisljivo, da bi starejše na ta način zlorabili. Verjetno je zmeraj neka srednja pot. Mislim, verjetno ne, ampak verjetno bilo, če imamo zdaj porast problema odnosa do starejših, ne bi bilo boljše tega problema najprej nekako rešiti, potem pa začeti take potencialno
daljnosežne mehanizme uvajati, zakone. Ja. Torej, lahko bi rekli, da je mogoče v neki določeni situaciji nemoralno vpeljati neki zakon, ki je tudi pač dobro nameren, da zgolj omogoči ljudem, da se rešijo svojega trpljenja. Dejansko je mogoče trenutno neodgovorno. To je pogost pomislek. In jaz ga v neki meri ga delim. Ne? Se pa hkrati sprašujem, nisem čisto praktično gledano, dejstvo je, da ljudje umirajo v mukah. Ker naš paliativni sistem, torej skrb za ljudi med tem, ko že umirajo, je zelo slab. To je ravno bil na N1 kvadratek en članek o tem, da pač imamo 2 bolnišnici, ki imata paliativni oddelek, pa par mobilnih enot, ki ne uspejo preskrbovati vseh ljudi, ki recimo umirajo na domu, ker ljudje najraje umirajo, ne? Ker med svojci v svojem domovanju. Ne? Ampak glede na to, da je tako stanje, pa ni videti, da bomo ga v kratkem izboljšali, ne? Ker pač trenutno je cela družba, cela demokracija zahodna v neki taki fazi, ko je zelo težko res hitro posodabljati stvari, vse gre zelo počasi. In zdaj pač ti rečeš, neodgovorno je zdaj dati evtanazijo zaradi tega, ker je tako slabo stanje, ampak tega stanja pa verjetno ne bomo v kratkem izboljšali. Tako da tu imate zdaj pač to situacijo, trpeti morate, ne ponujamo pa vam nobene alternative. Ne? In tu se jaz recimo s temi zagovorniki, ki trdijo, ne, da treba je razviti paliativo, v neki meri ne strinjam. Ne? Seveda je treba razviti, samo kaj pa dotlej, ne? Do takrat, Jaz osebno še nisem imel neke take izkušnje, da bi nekdo res umiral v moje bližini, ne? Da bi bil dejansko že v tem stanju. Ne? Ker mislim, da ko to doživiš, potem precej drugače gledaš na to. Ne? Če te nekdo prosi, da umre. Ali pa če si ti tisti, ki si v takem stanju. In zdaj takemu moralizirati o tem, čakajte, neodgovorno je, ker lahko da bodo posledice. To se mi zdi tako malo abstraktno. Ter imamo neko dvojno nedopustnost. Nedopustno je takega človeka pustiti trpeti, pa nedopustno je mu omogočiti, pa omogočiti vse tiste zlorabe, ki lahko sledijo temu vpeljave zakona. In kako se zdaj tu znajdemo? Ne vem. Pa še ena druga stvar sem hotel izpostaviti, ne? Kar je zdaj spet nek rahel protiargument, ne? Ampak ne ovrže teh pomislekov proti argumentu, ki smo jih zdaj že nanizali. Ne? Zgolj to, da ti daš nekaj na voljo, torej na neko pravico, da jo daš v ponudbo na nek način, ne? Ni to že na nek način rahel pritisk. Ne? Recimo, jaz poskušam, zdaj ne vem, če je ta analogija dobra, lahko se poslušalci norčujejo pol z nje v komentarjih. Ampak recimo, ne, da te nekdo povabi na kavo, ko se nočeš glih z njim dobiti, ne? Na nek način ti je pusto izbiro, ne se lahko rečeš ne. Ampak zdaj se moraš ti odločiti, da ali greš, pa narediš nekaj, česar nočeš, ali pa ga zavrneš in se krivo počutiti, ali pa po možnosti še poiskati nek izgovor. Ne? In na isti način. Bo se zdaj pojavilo vprašanje vsakemu bolnemu pa staremu človeku, zakaj si še živ? Zakaj še vztrajaš? Čemu? Točno to, ne? In zakaj, in še eno pomembnejše vprašanje, ki mislim se tu odpira, je, zakaj se ti zdi tvoje življenje vredno stroškov, ki jih mora država investirati v tvoje zdravljenje, in recimo stisk tvojih bližnjih, ko morajo za tebe skrbeti. Kar v resnici odpre vprašanje o tem, kaj je sploh vredno življenje. Ker pri tem pa mislim, da se tudi na tej zagovorniški strani ni najbolj reflektirano to. Ne? Tu se bi verjetno strinjala, ne, da danes gledamo na trpljenje kot na nekaj zelo negativnega. Ne? Torej, danes je treba imeti predvsem fajn. To je kategorično zlo, če trpiš. Recimo zagovorniki dostikrat trdijo, da zdaj tisti, ki ta pomislek izpostavijo, hočejo gojiti kulturo trpljenja, ne? Ki je neka krščanska bolezen. Ne? Ampak jaz mislim, da vseeno nekaj je na tem, ne, da mogoče malo preveč hočemo sterilizirati koncept tega, kaj je dobro življenje,
kar niti mogoče niti nekako filozofsko vzdržna pozicija. Hkrati pa lahko preko takih institutov, kot je možnost eutanazije, vrši pritisk na vse tiste, ki ne dosegajo tega ideala. Kaj je za vprašanje? Ne? Ja, ne vem, kako odgovoriti na to. You're so right, Primož. Ja. Sokrat, prav imaš. Ja, tako je. Zdaj sem je to slišala prepričljivo. Definitivno imamo naš naš nekak hedonistični aspekti sodobne družbe se vzamlje zelo za samoumevne, ampak so v bistvu vse drugo kot to. Ja. In tudi res je, da posebej med filozofi, ki zagovarjajo neko ugodje, potrpljenje kot glavna pokazatelja, recimo neke, ali pa glavno moralno relevantna dejavnika, ki se dogajata recimo v neki duševnosti kot tista podlaga za morala, ki je pač končna in absolutna. Medtem ko tisti, ki podajajo mogoče neka druga ideja, ideale, koncepte, pa so manj verjetno, ne vem, koliko je kaj med mogoče to za naj tega odpira, koliko je med zagovorniki nekih moralnih pravil pod tistih, ki podpirajo evtanazijo. Ampak to je verjetno za drugič. Mogoče ni neka stvar, ki jo lahko v resnici se tu obdelamo v takem pogovoru, pa mogoče tudi ni fair iti zdaj na nek način ad hominem, torej kakšni so ti ljudje, ki zagovarjajo. V bistvu sem isto, ker je na nek način vprašanje o tem, kakšne vrednote imajo torej ti ljudje, ki to zagovarjajo. Vrednote, ki so neskladne z trpečim življenjem. Ja. To bi lahko rekla. Ampak jaz, po mojem, ljudje zagovarjajo to iz različnih razlogov, pa dvomim, da zdaj imajo spet tako zelo ozek koncept tega, kaj je vredno življenje. Je pa zanimivo vprašanje. Zmes različnih moral, ki se vlada družbeni morali. Mogoče je dejansko neka druga tema, ki lahko iz tega izhodišča odprema. To, kako je to pravzaprav relativno, trpljenje. Katero stanje je komu nevzdržno, je ful odvisno. Recimo enemu bo neka, recimo temu manjša bolezen, karkoli že to pomeni, bistveno hujša kot pa nekomu drugemu, ki bo res trpel ob tej bolezni. To so neke neskladne predstave o tem, kakšna količina trpljenja, tudi če je ista, pač je dopustna za neko dobro življenje. To ima mogoče predstavo in mislim, da je tega tudi čim več, da je pač kakokoli trpljenje, da je to nedopustno, moraš biti non-stop srečen, moraš biti non-stop v nekem ugodju, stanju ugodja. Ampak in se skolj selektivno malo izzvati vsake toliko s kako telovadbo ali pa kako navado, ki te malo v neugodje spravi izven cone obdobja, ampak potem spet nazaj v njo. Ker pridemo tudi do vprašanja, zdaj to trpljenje, torej smo rekla, je v bistvu precej subjektivna stvar, na nek način. In tudi v predlogu zakona, pa nasploh pri vseh teh zakonih, veliko vlogo igra subjektivna ocena trpljenja. Pač trpljenje ni mogoče objektivno določiti. Tako se recimo, se mi zdi, da včasih ljudje, ki zgolj zagovarjajo in mogoče niso toliko se pozanimali o tem, kaj zdaj ta zakon pomeni, da zdaj pač imaš neko komisijo, in to kar samoumevno pomeni, da bo njihov sklep objektiven. Ne, oni morajo operirati na računalniku, pokazal od 1 do 10 imaš bolečino. Neke formularje, Excel, vneseš not, vprašaš, če biti does this person suffer? Oziroma se lahko v slovenščini ga vprašaš. V bistvu umetno inteligenco moramo vprašati. Če naj živi. Do tega še mogoče prijem, ker smo mnogokrat na tiste razprave imeli kar zanimive nastavke v tej smeri. No, ampak upraviti imaš z nečim subjektivnim. Človek lahko... Če človek pač oceni, da on zelo trpi, mogoče ne trpi za neko konvencionalno zelo težko boleznijo, kakšno pravico imaš, da mu rečeš, ti ne tako trpiš fejs, da bi si zaslužil smrt? Ali pa recimo, če v bistvu sploh ne trpi, pa pove, da tudi ne trpi, ampak pa življenje vrednoti kot nekaj slabega. Recimo, zdaj tudi tu, samomor bi se vsem zdel pač nekaj, kaj bi ljudje rekli, da škoda, ampak konec konca je njegova odločitev. Ampak utrujenost življenja je izključena iz zakona tega, prav eksplicitno. Zanimivo. To je spet, mogoče si to temo, da imaš še malenko spustimo, ampak se še za trenutek ostavimo, pa tudi
toti. Ja, grede je. Zdaj pa gremo za Goričko. Kaj smo povedali, da smo v baru Bodi na Ptuju. Nismo, no, hvala Tako da- Bodiju, no, da je Ja. gosti tu. Ja, dobro, Tudi, če smo boste zdaj v minuti 43, 50 sekund slučajno videli, smo hvaležni. hvaležni, da, hvala Marko. No, ja, torej, če imamo torej to subjektivno komponento, vprašanje je, v kolikšni meri upoštevati subjektivno oceno trpečega posameznika, oziroma kako jo kritično ovrednotiti in uskladiti z nekimi bolj objektivnimi indikatorji. Ne. Že spet z neki splošni predstav izhajamo, kaj je pač življenje, ki je vredno življenje, pa kaj ne. Ja. Ampak v bistvu je to res neka. Po drugi strani pa hočemo neko avtonomijo zagovarjati, da pač se človek sam odloči, kdaj pač hoče umreti. Ampak se pa se ti dve ideje krešeta v bistvu. No, to je ful dobro. Ne, kaj, ja. Ja, no, mogoče je ful dobro. Ne. Mogoče ne, ampak ja, mogoče pa je. Ne, ker to tudi je na nek način, ja. Conversation over. Ja, ja. Je eden od protiargumentov tudi, ne. Sicer me je spet drugo temo obrnil, ne, ampak očitno vztraja še. Ja, ok, pardon. Da Mislim, da nikamor pes taci ne moli drugače. v kolikšni meri so sploh te odločitve lahko avtonomne, ravno glede na to, ne, da v resnici nam kar nekaj v veliki meri suflira sistem, kakšno življenje je vredno življenja. Ne. In potem oblikuje tvoje subjektivne percepcije, zaradi katerih jih ti lahko oceniš kot slabše, kot bi jih nekdo drug. Ne. Kot zanimivost, ne, v zakonu je napisano nekaj v smislu, da ljudje, ki imajo verska prepričanja, ne, so v prednosti, ker lažje trpijo, ker imajo nek Kakve prednosti? pač, mislim, lepše jim je na nek način, Ja. manj so prikrajšani, zato ker lahko z religijo, z nekimi svojimi prepričanji na nek način omehčajo oziroma osmislijo trpljenje. Ja. V kakšnem kontekstu je to omenjeno? V kontekstu tega, da tisti, ki so pa ateisti, Ja. so pa prikrajšani, ker nimajo teh prepričanj, da bi jih na nek način jim omehčale trpljenje. Ja. A to piše v zakonu, kar tako mimo grede? Mislim, bova dala link, da si lahko vsak prebere, Okej, mogoče ja, sem ja. jaz, kaj je potvoril, ampak mislim, da Wow. piše to. Ne. Okay. Ampak poanta je, ne, da spet ta subjektivnost. Ne. Ja. Zdaj verjetno, recimo, filozofi, ki izvedejo to vse na nekaj zgolj upoštevanje medsebojnih interesov, bi rekli, da če ti izkažeš interes potem, da bi umrl, ampak trpiš za neko duševno motnjo ali pa za neko okoliščino, ko se ne moreš avtonomno odločati, v bistvu je še zmeraj v tvojem resničnem interesu, da ne umreš. Torej se vseeno postavijo tu vmes pa reče, ja, ti si izražal ta interes, ampak mi, kot pač tvoji soljudje, smo presodili, kaj pa je tvoj resnični interes. Ja. Ti onemogočimo ta eksplicitni interes zaradi tistega, ki je spodaj, ki je resnični. Je neka kako se reče temu, patronistična. Patriarhat. Ne patriarhat, There must be. starševska, kaj že tista. Neki patriarhat. Paternalna drža. Paternalizem, ja. Ja, taka drža, mogoče. Lahko to, mislim, to pa lahko tudi na glavo obrnemo. To sem imela tisti primer, ko si ga ti uvodoma že nakazal. Ne. Človek, ki je, recimo se boji, da bo zbolel zaradi, ne vem, družinskih primerov za demenco in se vnaprej odloči, da hoče v primeru, da zgubi neko to avtonomno oziroma prištevnost, da je evtanaziran. Ne? Ja. Potem pa dejansko zboli za evtanazijo, pa bodi si pač premisli, bodi si pozabi, da se je to odločil, kar je neverjetno. Ja. Kaj zdaj naredi komisija? Ne? Upošteva to njegovo novo neprištevno in na nek način neavtonomno željo. Verjetno v praksi bi se to zgodilo, da ne bi upoštevali, da je pač verjetno se postopek ustavil in gremo znova. Da nam bomo rekli, da hočemo vsiljevati temu predlogu zakona neko zlohotne namene. Ne? Ampak kljub temu pač kot moralni problem, pa se mi zdi precej resen, ker človek lahko moče ful trpi, ampak zaradi te dementnega stanja na nek način se to, mislim, na drugačen način izraža.
konec koncev se lahko v tem dementnem stanju odloči, da bo prenašal tisto trpljenje, ki ga prej Ja. ni želel. Pa recimo, ne vem, zakaj je to legalno, no, to lahko spet kdo dopolni, ampak pri drugih pravnih postopkih, upravnih postopkih se štejejo dementni ljudje kot prištevni. Ne? Aha, Recimo, veš, ne vem, umor. ja, Kakšno vlogo igra tam ta bolezen? Ne? ja, Vpliva to na sodbo, ne? Če dementen človek izvede umor. vpliva na sodbo. Ja, Vpliva, no, Ja. mislim, torej, ker ni prišteven. ja, Ne? ja, ja. Tako da verjetno tudi tu neko vlogo ta prištevnost mora igrati, ne? Ker če je ne igra, Ja, pa smo ja. malo nedosledni. Ne? Ja, V enem primeru je ta dementnost na neprištevnost pravno relevantna, ja. v drugem pa ni. Ja, ampak verjetno nišče ne bi bil pripravljen, kako zdaj sklepamo človeške narave, niti komisija, niti zdravnik, nišče pleten ne bi bil pripravljen tega izvesti. Ja. Verjetno bi bili zelo pazljivi, pa pač potem raje pustili tega človeka, da je trpi posledice svoje neprištevne odločitve. Kar pa je res povabi neko nedoslednost v celotno stvar. Ja. Nekaj, če pa rečeš, da če si premisli, potem ga vseeno ne eutanaziraš, zato ker pač bi bilo, mislim, verjetno si poslušalci predstavljajo, človek ti govori, nočem umreti, in ti pač ne glej, pač tu imaš papir, podpisal si. Ja. Da je bizarno, ne, groteskna situacija. Problem pa je, da vsi ljudje, Ampak ko bodo potem pa na neki podpisali način- to, da hočejo umreti, ko bodo imeli demenco, da bodo vedeli takrat, To- ko bodo lahko, Mislim, ko več pa- ne bodo prištevni, da pa lahko fora je, da kontrirajo hra- samem sebi. Da hkrati na neki način diskriminiraš potem dementne bolnike, na način, da on nikoli se zares ne more Več biti odločiti. ziher, da se lahko odloči za evtanazijo, ker je vedno ta nevarnost, da ko bo dementen, si bo lahko premislil. Ja. Torej, on a priori nima te možnosti Ja. zagotovljene, nima te pravice absolutno zagotovljene, ker je nemogoče, da bi bila, Ja. ker na neki točki več ni zmožen avtonomno odločiti o svojih pravicah, država Ja. pa si ne upa. Ja. Sta prištevnost Odločati in avtonomnost pojma izmenljiva pojma? Ne vem, verjetno pravno ne čist, ne? Aha. Ampak najbrž pa, no, filozofsko gledano si Ja, predstavljam, bi znala biti, ne? da pač človek, ki ni zmožen avtonomnosti, ni prišteven. Ni ne. prišteven, ja. Ja, v Um, bistvu se zdaj prišteven, verjetno... kot to pomeni. Ja, Prišteven. prišteven, znaš šteti svoje možnosti. Ali ne, prišteven, ker ga prištevamo kot Prištevamo, zmožnega, ja. prištevamo ga k avtonomnim. Wow. Torej je del nas, je del še skupnosti, Wow, ko pa več to še ni taka- prišteven, ja. pa je v bistvu že na nekem Je odšteven. je odštet. Odštev. Wow, ena mala, kako se reče, etimološka raziskava za vas. Heideggerjansko. Ja. Name drop. Zdaj verjetno taka popolna doslednost niti ni nekaj, kar bi bilo realno, niti ni nekaj, saj- kar bi bilo nujno. Se nikjer ni, ne, te Ja. doslednosti, Ja. pri nobenem zakonu, vedno imaš. Ja. Tudi v sami morali človekovi so doslednosti, nedoslednosti del njegovega pač Ja. razmišljanja. To je pač vgrajeno v naravo ljudi pa družbe. Teda mogoče zdaj vprašanje tudi, do katere mere pa moramo dejansko drezati v te nedoslednosti, zato da onemogočimo neko stvar, ki Ja. bi mogoče Kako lahko jih bila. zregulirati, ne? Ja, Da bi te stvari minimalizirali in vse te nedoslednosti in vse to. Pač, ne vem, zdaj eden glavnih odgovorov je, ne, da rajši ne sprejmeš tega sploh. In rečeš, življenje je sveto, nišče ga ne more odvzeti razen v neki samoobrambi oziroma da prepreči. To je en nasilje odgovor nad na drugimi. zlorabe. Pa... Ja, ne, da rečeš Aha. pač preveč je te prtljage potencialne, to ni stvar, v katero bi se bilo dobro mešati. Ne. Je to neka praktična odločitev oziroma pragmatična? Jaz mislim, da je zelo praktična taka, ne. Ja. Pač nimamo niti družbene morale, niti sistemov družbenih, da bi lahko to dovolj regulirali, tako da ne je življenje sveto. Lahko rečemo, da je življenje sveto zato, ker je to koristno verjeti. Je to dobra, na tak način razmišljaš, da dajmo reči, da je življenje sveto, ker je to koristno, ker bo to pač obvarovala družbo pred Lahko bi določenimi jaz stvarmi. čisto neko konsekvencionalistično. Ja, ali pa pragmatično. Poslediциstično, da rečemo. Ampak posledicistično. Ja, kar jezik se ti zelo... Posledičnostno. Posledično, ne. A lahko to tako rečemo?
tako sveto življenje se mi zdi kot neki koncept, ki Ja, običajno mogoče, se ne uporablja v tem Ja, kontekstu. sploh ne v Običajno takem ima neko praktičnem. religiozno prtljago zraven ta svetost, Ja. oziroma če že neko specifično filozofsko, deontološko, kantovsko, nekaj takega, ne? Nekaj takega tu ven potegno. Ampak mislim pa, da je možen način, kako to zagovoriti zunaj teh kontekstov, tudi Ja. z ozirom na posledice. Ne? Ker drug odziv pa je, ne? Ja, glej, se ne moremo regulirati, ne? Se tudi vožnje po cesti ne moremo regulirati tako, da se ne bi dogajale nesreče, Ja, pa kljub temu pustimo. Ne? ja, In zato jaz mislim, da se tudi dejansko ne vidim prave rešitve. Pač na referendumu se bom v neko smer odločil v skladu z nekimi tudi intuicijami, ne? ja, ja. Ko jih bom proval uskladiti s svojimi argumenti pa vsemi vprašanji, ki smo jih tudi danes odprla. Ne? Ja. Ampak pol na koncu pa je to res tako vprašanje, ko lahko rečeš, vse to je Ja, ker ja. na obeh straneh se mi zdi, da vidiš eno ful tako absolutistično vase prepričanost. Torej ti zagovorniki, ja, to je pač etični vrh, enkrat je na pogovoru rekel, ne, to je pač vse tiste ena pozitivni stopničk k izboljšavi Zahoda, ne. Ja, ja. Ne vem, ne, ja, če pogledaš določene vidike, če pogledaš druge, pa mogoče ne. Ampak hkrati pa ni samoumevno, da je pa kar zdaj tudi, da boš to uvedel, mislim, tudi z tega drugega vidika, ne, torej, zdaj ti to preprečiš in zdaj kar ok vse. Ja, ja, Ni, ljudje še vedno umirajo v mukah. ja, ja. In mogoče to je ena stvar, ki še se je nismo dotaknili, ne. Zakaj umirajo v mukah? Zato, ker danes lahko. Ker pred 50 leti bi umrli. Ja, Zdaj pa imamo tehnologijo, ja, ki jih ohranja pri življenju. V pozna leta, recimo pojavnost demence, zato ker so ljudje toliko starejši tudi, ne, delno. Ne vem, če je kakšna uradna študija, ampak se mi zdi verjetno, da je korelacija med tem, da ljudje Verjetno. živimo dlje in da zaradi tega potem tudi imaš večjo pojavnost takih starostnih bolezni. ja. Ampak potem zakon imamo za... To je edini del videa, ki bo dejansko lahko na YouTubeu, zato ker sem Ker glasba več čas. glasba ne. Ja, upamo, da ne slišite preveč glasbe, ker bom imela probleme z To je tudi v algoritmi. minuta 55-30 sekund opozorilo. Ne? Drugače o eutanaziji govorimo. Ja, koliko je čas, da vemo, koliko še nadaljujemo. 1 ura. 1 ura je Mislim, da zdaj še minula? malo, par minut lahko potegnemo. Ok, to lahko razmišljamo, kako... Torej, kaj smo za nekaj smo za odprla? Ja, torej zdaj si rekel, da je to tehnologija, nekaj ne, da sodobnega s pojav, tehnologijo se posledica ohranja. tehnologije, ja, ampak vse zakon je pisan na neko specifično družbo, na neke specifične dogajanje. Tudi zdaj v tem kontekstu, ko pa imamo tehnologijo, ko nam je že to omogočila te probleme, pa zdaj iščemo torej neko rešitev, ne? In vzpostavljali smo torej, da povzamem torej pomen tega, da ljudem pustimo avtonomno odločitev, glede takih, torej, če želijo dostojno umreti, da pač je to nekaj zaželjenega, hkrati pa, da to odpre Pandorino skrinjico nekih problemov, ki jih trenutno ne vidimo. In glede tega na koncu Rešitve. v bistvu ne moreš reči zdaj, katere probleme hočeš. Ne? Ja, ja. Mislim, je boljši svet, dokler je ta skrinjica zaprta, ali bo vseeno na koncu vredno. Ja, ja. Bomo vseeno naredili več dobrega. Ja, ja. In kaj je smer za naprej? Obstaja kakšna recimo premišljena, preračunana pot med tema dvema skrajnostima, med za in proti, mogoče kakšna delno za, delno proti, tokrat za, da vidimo, kam se razvija, in kasneje proti, tokrat proti, kasneje za. Kakšne zmešne opcije, strategije, mogoče ne vem, recimo rečemo zdaj ja, da vidimo, kam se ta predlog referenduma razvija, in kasneje proti, ko vidimo, če ne bo odgovarjal na te probleme, ki se odpira, recimo, tako da damo S tem, možnost. to bi zelo recimo, dolgo te trajalo, ideje. preden bi videli, mora biti negativne posledice verjetne. Ja. Ampak vse, kot prav razumem. Mogoče kar nekaj ljudi trpelo do takrat, ko bi dejansko lahko rekli, ok, mogoče pa ta zakon ni tako dober. Ja, ampak To je en pomislek. s tem referendumom ta zakon ne stopi že kar v veljavo. Ne. Ja, Ta referendum je zgolj posvetovalni, potem še bodo ga v parlamentu malo uničili. Aha.
Torej, Verjetno ne. Ja. Mislim, oni šli raje, kot da delali. si predstavljam, da se bistveno izboljšal nebo, no? Ker je zdaj kakorkoli, no? Še kar dober zakon, upošteva kar dosti nekih teh pomislev, ki smo jih tudi mi dva odprla. Jaz osebno vidim možno, mislim, način, po moje bo sprejet referendum. Ne vem, zdaj bomo lahko pol, kako bo podcast vem prišel. Ja, He was wrong. ja. Uredimo, ni panike. Ker mislim, da Slovenci pač so dokaj sekularen narod, Ja. pa ni nekaj, mislim, ni tako močne te svetosti življenja, kot pa mogoče v kakšnem drugem. In da bo na koncu sprejet in je z tega vidika bolj konstruktivno v resnici že razmišljati, kako zdaj minimalizirati te potencialne zlorabe. Ne. Je pa s tem tak, ne, mislim, da za to zahteva neko zelo široko etično preobrazbo človeštva. Ne, ker enostavno ljudje se bodo mogli, ki bodo zlasti tisti, ki bodo del tega procesa, pač odvisno boš od tega, kako etično bodo ravnali. Bomo vsem ranljivim dovolj jasno sporočili, da ne glede na to, da je možnost eutanazije, da so bili povabljeni na kavo, da ne rabijo tega vzeti, da bodo sprejeti in da bo za njih poskrbljeno ne glede na to. Zato to mora biti ful jasno sporočilo. Ne? Mora biti tudi poskrbljeno za to, da bodo lahko, če se bodo odločili, da hočejo živeti skozi to trpljenje, da bomo imeli to paliativno oskrbo, ki bo to omogočila vseeno znotraj okvirov neke dostojanstvenosti storiti. Ne? In še ena stvar, ki se mi zdi pomembna pri tem je, da to ne more postati, ta eutanazija, pomoč pri končanju življenja, ne more postati kar ena od možnosti. Imaš neko ponudbo, ne? Prideš k zdravniku, here's the options, ne? Lahko te ozdravimo, lahko pa te eutanaziramo. Karikiram, ne? Ampak na nek način bi lahko hitro prišlo do tega, da bi se te sugestije prehitro začele. Ne spomnim se zdaj, če je v našem zakonu to, ampak recimo v tujini je ponekod prepovedano, da bi kadarkoli zdravnik predlagal eutanazijo. Kakorkoli nakazal. To mora biti vedno strani pacienta. Še vedno je to mogoče so mogoče pritiske pri tem, ne? Ampak se mi vseeno zdi, da to je pač res tisti nek institut, ki ga uporabiš čisto na koncu kot poslednjo opcijo. Teda to se mi zdi nek način, kako bi lahko ublažili. Zdaj jaz verjamem, da bi se verjetno to razvilo sčasoma, tudi kakšne delavnice, posvetovalnice, javne dogodke. Euthanize your... Kako ne eutanazirati svojega svojca. Kao delavnice, tako kot imamo zdaj številne iniciative države za mentalno zdravje, tudi CPP, potem tudi pač iniciative za eutanazijsko-prometni predpisi. Vse to bo vključeno verjetno v neko obravnavo duševnega zdravja, pač neki zdravi odnos tudi do tega novega pojava eutanazije, verjetno. Ja, to si želimo. To si želimo, ja. Pa verjetno tudi ni preveč za lase prevlečeno, to tudi bo verjetno izvedeno, za vprašanje tudi, v katere mere bo izvedeno. Ja. Jaz sem hodil še eno temo odpreti, zdaj ne vem, verjetno smo že malo prek časa, ampak moče vseeno se malo dotaknemo, ker odprla smo vprašanje subjektivnosti pri trpljenju, nisem odprla vprašanje duševni bolezni, ki mislim, da je vseeno kar pomembno. Ne? V tem zakonu, tako kot je zdaj opredeljen, so izključene iz možnosti eutanazije akutne duševne motnje. Akutne pomeni kaj? Predvidevam recimo, ne vem, neka psihoza, recimo začasna. Nekaj takega, ne? Ali pa neka depresivna epizoda, nenadna. Recimo, ne vem, smrt bližnjega, padeš v globoko depresijo. To ne, to ne bi še poštel. Jaz osebno nisem nič prebral o kronični duševni motnji. Tako da ne vem, kakšen je status tega. In zakaj je to bilo izpuščeno in zakaj ni bilo bolj jasno opredeljeno, kaj je z kroničnimi duševnimi motnjami. Ker, ko smo že govorili o Pandorini skrinjici, mislim, da se tu v resnici odpira največja Pandorina skrinjica. Ko postane življenje izbira tudi za tiste, ki niso fizično
v stanju bolečega, neznosnega umiranja, ampak tudi duševno. Ker kako pa boš tam reguliral? Ne? Če nekdo, recimo, lahko si vsak pogoogla, pa preveri te stvari, ne? Ja. V Belgiji 24-letno dekle, celo življenje bila depresivna, vse možne terapije, država je omogočila evtanazijo. Polje ena 23-letna, zanima je Belgija ali Nizozemska, mislim, da je Nizozemska, ja, ker je v mladosti videla na nekem letališču napad ISIS-a. Je bila priča tiste tragedije. In je to tako traumatiziralo, da je na koncu država omogočila evtanazijo. Bolj ena ženska je dobila evtanazijo, zato ker sta njena sinova umrla. Več ni mogla živeti s tem. Ne? Ker ne moramo zanikati, da ti ljudje trpijo. Ne? Mogoče celo huje trpijo, kot pa od fizične bolezni. Ampak ko ti enkrat to obsojenost na življenje, to, da moraš ne glede na to, kaj se ti zgodi, vseeno upravljati s svojim življenjem, pa najti nek način, da premagaš te izzive. Ne? Se vem, to je lahko moralizirati, zdaj to tako vbodijo, pa ko mi da lepo fino klepetava, pa kavico pijemo. Ampak mislim, da vseeno je to pomembno vprašanje, ne? Kaj se zgodi, ko ti to možnost daš tudi za takšne primere. Ne? Zlasti, če upoštevamo, ne? Koliko stvari smo ljudje ustvarili, naredili skozi trpljenje. Da verjetno tu intuitivno ljudje govorijo, da je ravno zato, ko si en psiholog, ne, kot da to vse reše. Ne, se malo mogoče karikira, pa če jaz sem psiholog not, pa bo ono vrednoto, če je zdaj ta človek mora umreti ali ne, ampak kaj je za en psiholog? Ne, ali je psihiater, ne vem točno, kaj je kader tega človeka. Psihiater, ne, kar je... Ja, kaj bo zdaj on v tej moralni poziciji? Kaj ne reče sploh? Kaj ne reče? Pač ta človek obvisli trpi tako, da bi bilo boljše, da ne bi živel. Ja. Zdaj, to je zelo subjektivno mnenje. Ja, pa nobenega indikatorja nima objektivnega. Ja, samo pogovor. Zgolj pogovor. Pa svoje lastne predstave, kaj je zdrava psiha, pa kaj ni. Ki je tudi lahko precej partikularna. Nekaj ti, recimo, poznam par primerov, ko je nekdo pač bil malo depresiven, je ful hotel imeti antidepresive, ker pač se mu ni dalo kakšne druge metode najti za soočanje z nekimi problemi in je prepričal hitro psihiatra, da je dobo zdravila. Ja. Ker pač psihiatri, kolikor vem, so kar radi predpisujejo. In kar hočem reči, da pri psihiatričnih motnjah ima skoraj vso besedo ta subjektivna ocena, ampak ta subjektivna ocena pa nemogoče je kritično skoraj obravnavati. Vse dobro do neke mere, ja. Verjetno nek dober psihoterapeut čez čas se nauči, če je tale mogoče se malo pretirava, ali pa nekaj tajega. Ni vse popolnoma relativno. Ampak je pa samovoljno do neke mere. Ja. Ne vem, se ti zdi sprejemljivo, da bi se ta zakon razširil tudi na duševne motnje, oziroma obratno, se ti zdi sprejemljivo, da se ne bi? Ja, zanimivo. Zdaj, odvisno spet, kje je zdaj naš motiv za samo vpeljavo. Na začetku smo rekli, to avtonomija, da se človek lahko samo odloči, jaz več svojega življenja nočem živeti in mu to omogočimo na nek dostojanstven način vpeljati. Zdaj smo pa dali notkup objektivnih kriterijev. Da bi sama avtonomna želja, interes bila edini kriterij. Ampak v resnici je daleč od tega. Je kup nekih objektivnih kriterijev. Pa tudi dosti razlogov, da so ti objektivni kriteriji. Ja. In zdaj smo pa tu pri eni stvari, ki pa se izmika tej objektivizaciji. Ja. In če smo čisto iskrena, se je tudi pri fizičnem trpljenju je ta subjektivna procesirana skozi duševno percepcijo, ki je tudi se izmika. Tako da se malo varamo temu, glede tega. Pač ker operiramo še z nekim očitno kardezijanskim modelom, da imaš telo, tam je svet objektivnosti, razsežnosti. In tako čutiš telo, tako je telo, ampak po drugi strani vse drugo kot to. Duh pa je nekaj drugega. In doslej smo mislili, da je problem samo pač v duhu, telo pa je
obvious, ampak v resnici vidiš, ne, ko pride do take praktične odločitve, da je vse pomešano. Ne? Ja, ja. Da je v bistvu ta distinkcija neka teoretska stran pot, ki ti jo onemogoča, Ja, ja. da bi se tu uporabno odločil, ne? Da bi zdaj imel zgolj fizično bolezensko evtanazijo. Ja, ja. V bistvu, mislim, že kot vemo, če te noga boli, je to neka bolečina, ampak bo zdaj duševnost jo naredila večja kot je, manjša kot je, lahko je popolnoma psihosomatska, lahko je jo ignorira. No, to je lahko to, je smisli. In recimo fizična bolezen hkrati ful vpliva na duševnost. Ne? Ja. Imaš glava te boli, Ja. tisti, ki danes si lahko kreten do vseh, odpustiš 5 delavcev, Ja. povoziš mačko. Ja. Nekdo bi rekel, mogoče, da vse zvedimo na duševne bolezni. Torej, če ti neko fizično zdravje najeda duševno zdravje, da si tak depresiven, pa v mukah, v trpljenju, da več ne moreš živeti, takrat lahko končaš svoje življenje. Če pa v bistvu bi to bil neki bolj konsistenten kriterij, ne? Da spustimo ta fizikalni del. Ne? Ker govorimo zgolj o trpljenju, zgolj o subjektivnem doživljanju. Na nek način tu vidimo, da mogoče najmočnejši argument proti temu zakonu, če že raziskujemo vse možne argumente, pa upam, da smo bila dokaj fair, mislim, da smo izpostavljali z obeh vidikov. Najboljši argument je, če ga prevedeš do skrajnosti. Problem zakona je, da ni dovolj vključujoč. Ne? Partikularno se omeji na nekaj, kar pa je v bistvu zgolj odraz našega trenutnega ideološkega sistema. Torej telo, ki mora biti v nekem homeostatičnem stanju, ki so ga določili Američani. Neke lepote in funkcionalnosti, kar v končni fazi pomeni, lahko delaš službe, ne? Če smo zdaj, da gremo malo v to marksistično protikapitalistično smer. Ne? Ja. Da si funkcionalen. Ni pa nujno to, ne? Ja. Lahko pa, da je mogli duševnost ravno upoštevati. Ne? Ja. Dobro. Zdaj, mogoče ena rešitev tega je, da pač preprosto pogledamo, da obstajajo primeri, da rešimo za nekim konsenzom obstajane primere, kjer se vsi strinjamo, da bolj ali manj je dostojno oziroma je pravilna odločitev, da človek konča svoje življenje. In mislim, da je ravno to bil poskus tega zakona, da vzamemo te absolutne primere ljudi, ki so smrtno bolni, ljudje, ki se več ne morejo pomagati, ki se zdravje ne bo izboljšalo in živijo v konstantnih mukah, ki niti ne moramo pomagati z paliativnim ali pač protibolečinskimi ukrepe, da pač določimo te primere, kjer se vsi strinjamo in začnemo tu, zarišemo krog in pač probamo čim bolj ali manj ohraniti to intuitivnost, da bodo vsi ljudje, ki bodo zajeti v tem krogu, takšni, ki se vsi strinjamo, da torej vsi, ki so noter, se strinjamo, da morajo biti noter, čeprav bodo ljudje zunaj, ki se tudi strinjamo bolj ali manj, da bi morali biti noter, ampak pač niso. Okay, this is getting complicated. Okay. No, torej ideja je, da vsaj tiste, kjer se vsi lahko strinjamo, da je pravilno, da končajo, da jim omogočimo dostojno končati svoje življenje, da vsaj tisti, kjer se itak vsi strinjamo, lahko to naredijo. Čeprav bodo verjetno rahlo arbitrarno, pač praktično, pragmatično. Ja, čeprav tam meja žal izključila ljudi, kjer bi se tudi verjetno večinoma strinjali ljudje, da morajo, ampak žal, pazi na mikrofon, zdaj pa sem ta jaz. Se pač čuješ. Ja. Čeprav bodo zunaj tega kroga ljudje, ki bi se tudi strinjali, pa bo pač nam žal, da ne bojo v tem krogu, ampak vsaj ena malo osvobojeno ozemlje smo ustvarili. Mislim, da je to nekak ideja in tukaj so zmeraj arbitrarnosti. To se verjetno pač bo zgodilo dejansko. Ja. In če bi slučajno kdaj duševne motnje vseeno začeli vključevati, verjetno lahko vseeno to malo umeščaš kakšne pretirane reakcije, tako da imaš neke širše ekipe psihiatrov, psihologov, filozofov. Ker mislim, da ne bi bilo čist out of place tu. Ne, se strinjam. Da pač, probaš minimalizirati, zregulirati to. Tako da mislim, da lahko na tej točki rečemo, da smo neke nastavke poskusila preleteti neke vidike, ki so se nam v bistvu kar spontano zdaj tako pokazali. Kje smo bila manj jasna, kje bolj jasna. So takšni, ki jih nismo, so takšni, ki smo jim preveč časa posvetila, ampak to je pač narava nekega organskega pogovora. In kot smo že rekli uvodoma, za nekih tu rešitev jasnih nimava. Upamo pa, da smo odprla neka
vprašanja, Ja. pa možne poti razmisleka. Ja. Mogoče kdo še ni na ta način razmišljal, mogoče kdo je, pa bo zdaj rekel, da nimate pojma. Ja. Ja. Hvala Bogu, da se Tako bi nadaljuje mogli ta misliti. debata. Dobrodošli, da naj jo popravite. Ja. Uh, V bistvu bomo kar Tako da- aktivna v komentarjih tega Provala videa. bova, ja. Tako da vabljeni pač k temu, da delite karkoli želite deliti z nami ali pa ljudem, ki bodo pač gledali ta video. Pač vabim vse, da se predstavimo spodaj v komentarje videa, pa čim Ja, bolj vsak konstruktivno pove neko skušamo svoje, ne. razvijati te ideje Ker- dalje. V končni fazi je to tista dialektika, Ja. kateri stremimo, ne? Torej to, kar je Platon na nek način skušal v svojih dialogih doseči, da se postavijo različne teze, različne vprašanja in se raziskujejo in na koncu ni končnega odgovora, je Ja, ja. brezpotje, je aporija, ampak v resnici ni brezpotje, po mojem, ampak razpotje. Ne? Zgolj odprejo se neke možnosti in jaz upam, da bodo najnim poslušalcem prišle prav pri Ja. tem, da bodo o tem razmišljali, pa v končni fazi, da se bodo o tem odločili Ja. na Pač- prihajajočem referendumu. Ja, nasploh ideja najnih pogovorov je, da ustvarimo neki čas, kjer probamo čim bolj brez pristranskosti, pa z raznih vidikov premisliti o Oziroma zadevi, s kultivirati neko pristranskostmi, fleksibilnost. Ki so odkrite. Kak? S pristranskostmi, ki so odkrite. Ne? Ali Torej pa tako. nekaj, kar bi Vsaj se to. definitivno imala verjetno oba neke pristranske intuicije, že zaradi ja. vzgoje in kulture in vsega. Seveda. Gre pa za neki poskus preseganja. Ampak poskus je, da se Ja. torej asimptotično približamo Tako. resnici. Tako. Tako da ja, Okej, to je za no. danes to. Ja, hvala lepa. Hvala, da ste za naju ogled. poslušali, verjetno zdaj več ne. Ej, en pa še je. En človek še Še ostal. mogoče je. No. En še Temu je. smo posebej hvaležni. In tisti naj napiše komentar, to sem jaz, da bomo vedeli. Dobi za nagrado, če ne smem, verjetno znamke ja. kazati. Ja, eno Ona dobila napolitanko. copyright claim. Ja, znamka, ki je Da ne bomo povezujeva delili. znamko povezujeva z govorom o evtanaziji in samomoru. Ja, res je. Lahko pa kdo naslednjič sponzorira oddajo. Ja, that's gonna happen. Pa še enkrat Ja, hvala lepa. hvala Bodiju, ne, da smo lahko tu Ja. snemali. Za tisti, ki mogoče Marko gleda, mogoče on zadnji. Zdravo, Marko. Hvala ti, da smo lahko v tvoji kavarni snemala ta podcast. Zelo lepo tukaj. Ja, ok, skratka. Adijo. Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa.